Drage moje lepotice in lepotci, dobrodošli v prvem videu v letu 2021. Jaz vam seveda želim eno srečno, veselo in mirno leto 2021, da bi v tem letu nekako nadoknadili vse, kar je bilo v prejšnjem letu zamujenega, da bi našli tisti notranji mir, notranjo srečo in seveda ogromno lepih trenutkov. Evo, tudi mi pa v letu 2021 nadaljujemo na polno. V današnjem videu sem nekako ti mislila pokazati produkte, 10 produktov, ki sem jih odkrila torej v prejšnjem letu. Zdaj treba paziti, ne, tisto, ko vedno zapišeš prvi mesec ali pa še kaj dlje, napačno letnico. Skratka, produkte, ki sem jih odkrila v letu 2020, so me navdušili in v bistvu jih uporabljam tudi zdaj v tem novem letu, ter bi jih z veseljem priporočila tudi tebi. Tako da, če te zanima, katerih je teh mojih 10 favoritov, potem glej video naprej. Ok, pa začniva. Zdaj prvi produkt, katerega bi ti definitivno priporočala in je bil nekako odkritje v letu 2021, je tale Moroccan Oil. To je v bistvu olje za lase. Je take, ti kar pokažem, rumeno-zlate barve, noro, prijetno diši. V bistvu ima tak zelo nežen vonj, hkrati pa tak zelo, kako bi rekla, jaz recimo enkrat je Rale prinesel en produkt za lase domov, niti še nisem vedela, za katero znamko gre in sem takoj vedela, da je to iz te linije, ker ima res tak zelo zapomljiv vonj. V bistvu, kar mi je všeč, je, da je tak zelo lepo se vpije na lase, ne pušča tistega mastnega občutka, hkrati pa evo moje konice zelo lepo nahrani. Jaz ga večkrat uporabljam tudi takole kar čez teden na suhe lase in obvezno vsakič, ko si laske umijam. Slabost, da je malenkost dražji, mislim, da tale 100 ml steklenička pride okrog med 40 pa 45 evri, kar je dost, no, je ta nek višji rang, ampak potem preračunaš, da ga imaš vsaj nekje za pol leta in se to potem nekje razdeli recimo 5-6 evrov na mesec, čeprav jaz verjamem, da ga bom imela tudi dlje. Tako da, prvi produkt definitivno vreden nakupa in je mene definitivno tudi navdušil. Produkt številka 2 je tale maskara. Zdaj, jaz sem testirala res veliko maskar, zelo v bistvu jih imam rada, zato ker jaz se nikoli ne poslužujem teh podaljševanj, nekako to ni za mene in potem rada pač pogledam za nekimi takimi dobrimi produkti. In v bistvu me je zelo navdušila tale Essenceova maskara, zato ker je odlična neka kombinacija cene in kvalitete. Tale se imenuje I Need a Miracle in dejansko trepalnice res lepo podaljša, hkrati jih ne spopa. Tudi meni v bistvu tale vrsta ščetke zelo ustreza, zato ker v bistvu ni pretanka in lahko tako zelo lepo razčešaš trepalnice. Moraš biti edin malenkost previdna, kakor pri vsaki maskari, no. Če boš prej nanesla senčko, se ti tukaj zna malenkost prcati. Zato je moj trik ta, da tako malenkost priprem maskaro, bom enkrat magara pokazala v nekem tutorialu in potem mažem, ne, tako zelo nežno, počas, da pač ne razmažem senčk. Tako da mislim, da stane tam okrog 3-4 evre in za to ceno je res fantastična. Naslednji izdelek, ki mene vedno znova očara in definitivno je odkritje leta 2020, je tale parfum. Parfum znamke Coco Chanel. Prvo, že sama embalaža je noro lepa, tako zelo stilsko dovršena in tale marelična roza barva je mene, se prav spomnim, v trgovini tako zelo partegana, da bi ga poskusila, in ko sem ga prvič dala nase, sem rekla, ok, to je to. Gre za tak parfum, ko priješ v prostor, da ljudje v bistvu takoj začutijo, to pa je nekaj kvalitetnega, zato ker sem dobila že res veliko komplimentov. Ne rabiš ga veliko, špricka 2 in je v bistvu na tep še cel dan, če ne celo kaj več, zato ker sem tudi imela kakšno trenirko, je potem znova oblekla čez 3 dni in je ta vonj še vedno se obdržal. Tako da fantastičen parfum, je pač Chanel malenkost dražji, mislim, da je cena tam okrog 100 evrov, ampak definitivno vreden vsakega centa. Zdaj, katere linije je Mademoiselle, francoska linija, čakaj, dajmo se znajdet, pa tole vtipkati v Google Translate. Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle.
Mademoiselle. Mislim, da to, oziroma tukajle prevod francoski v slovenščino prevede, da to pomeni zgrešiti. Potem je pa tukajle en produkt za lase. Zdaj, če me gledate blondinke, mi boste zelo hvaležne za to odkritje. Namreč vse vemo, da blond barva, ne glede na to, koliko laske neguješ, se s časom ospere in da laski radejo potem taki zlato rumeni in jasno se ne moreš barvati tako pogosto, ker ti totalno izsuši lase. Zato sem šla jaz v lov za vijoličnim šamponom. Zdaj ne vem, a si to že slišala, ampak vijolični šampon je v bistvu namenjen, da ubije ta rumeni ton, da lase posvetli in vrata taki srebrno sivi. No in jaz sem že pred časom odkrila tale šampon Kene, to je v bistvu nizozemska znamka. Ko ga da zdaj pač ne bom pokazala, zato ker bo vse vijolično in tudi banja, ko jaz pač umivam lase, je totalno vijolična. Kako zadeva deluje? Jaz ga v bistvu uporabljam ne vsakič, če ne bi lase preveč izsušili, ker vse ima pač berilni učinek, ampak recimo, da ga uporabljam nekje dvakrat na mesec, šamponiram kot navaden šampon, dobro utrem, dvakrat ponovim, dam balzam, masko, sperem in to je to. In recimo tukaj pri meni se zelo lepo vidi, kako so nekateri deli bolj svetli, nekateri deli pa bolj taki rumeni. In tako so svetli, je pač ta šampon prijel. Tako da, definitivno rešitev za vse, ki vam lase zelo hitro porumenijo, pa ne bi želeli iti tokrat k frizerju oziroma se barvati. Kot veste, jaz obožujem make-up, obožujem ličila, vedno znova in znova odkrivam kakšne nove produkte in obožujem še posebej eno tehniko, to je contour in highlight. V bistvu, zakaj se gre? Gre za senčenje in svetljenje obraza, na ta način v bistvu lahko majčkeno preoblikuje svoje nepravilnosti in vedno v bistvu v trgovini z zanimanjem potem testiram oziroma pogledam tudi te produkte. Moj svet igral, ali kako bi to poimenovala, je tale Mekov stik, gre v bistvu za senčenje. Predtem sem imela recimo enega od Kika in je zelo podobno zgledal, tudi v bistvu se je tako na ta način odprl, noter je bila rjava vsebina in to potem naličeš ta del, ščopičem lepo zablendaš in rata tako zelo lepo zasenčeno. In razlika med recimo tistim od Kika pa tale je, da se tale bistveno lep zabrišuje. Jaz prvič, ko sem se ščopičem dotaknila tako zelo nežno, sem si rekla, ok, ne, fora je v dobrem produktu, ker lahko imaš ti še ne vem koliko dober čopič, če pač tekstura tega svinčnika ni takšna, kot bi mogla biti, potem pač ne boš dosegla želenega rezultata oziroma potem na koncu, ko boš pogledala svoj make-up ali pa mogoče make-up, ok, vem, da zelo zlajnano, ampak recimo Kim Kardashian, boš videla, kako so njeni prehodi taki mehki in ključ je v dobrih produktih za torej obraz. Včasih se splača investirati v kaj bolj kvalitetnega in tale, evo, Mekov stik za senčenje je definitivno tudi odkritje leta 2020. Potem v letu 2020 sem redno začela imeti tudi en produkt, brez katerega nekako več ne morem, oziroma meni se zdi, da mi pomaga, to je kolagen. Tale je že prazen, ker sem jo evo totalno porabila, vsak dan vzemem 2 tabletki, v bistvu kolagen, to niti ni kolagen, ampak je v bistvu vegan kolagen booster, je veganski in nekako spodbuja tvorbo tvojega naravnega kolagena, ki z leti torej začne upadati, vpliva pa na daljše lase, lepša koža brez gubic, bolj močne nohte in še. Tako da jaz ga vzemam pri Eko Škrnicl, imela sem v letu 2020 tudi eno kodo za popust, Eko Eva, če slučajno jo še dobim, vam zapišem. Mislim, da to leto ni aktivno, bom se prepričala, no, pa vam gar pustim spodaj, tako razpijem s kozarcem vode nekje po zajtrku. Naslednji produkt, električna zobna ščetka, definitivno tudi odkritje leta 2020. Jaz v bistvu vsako novo stvar, ki jo dobim, se jo tako lotam zelo previdno, sploh če je električna in najprej sem tudi tole testirala samo zvečer. In potem sem se počasi spoznavala in sem rekla, ma veš kaj, tole je vrhunska zadeva, ker jaz v tem letu nisem rabila zobozdravnika, kamna praktično nimam, pa sem ga mogla kar pucati tam nekje na eno leto, evo letos ne rabim, zato ker kamna enostavno ni, odstrani 10-krat več zobnih oblog kot navadna zobna ščetka, pobeli zobje, v bistvu ne najdem nekih takih strokovnih besed, da bi nekako te pa niti ne prepričala, no, zato ker itak je pač namen, da ti svetujem, ampak povem ti, da je to vrhunski produkt in mislim, da ti ne bo žal, če ga boš vzela v svojo rutino, meni je the best in zobje se mi zdijo tudi kar malenkost bolj beli. Potem imamo tukaj le še 3 produkte, tole pa je tale Pink Stick od Erborian. V bistvu mi je na začetku delovala kot neka taka labela in me ni navdušila, pač
je cute na pogled, ampak ponavadi neki ti primerji, jaz sem jih testirala res malo more, mislim, da jih imam tamle v predalu blizu 20 in tale stik sem si rekla, ok, še en primer, dajmo mu priložnost. Sem ga testirala na čist nenaličeno kožo, grem jaz takole po nosku in po bradi čez, pore se zabrišem, sem si rekla, čakaj malo, kaj? Nanesem potem še na druge predele telesa, potem dam gor BB oziroma CC kremo in pore so bile dejansko zabrisane. Tako da tak zelo nedolžen produkt, tudi estetsko popolnoma dovršen, ampak naredi svoje, tako da ga uvrščam tudi med tale video. Pa imam pa tukaj eno kremico za predel okrog oči, kozmetika Hada Labo, mislim, da je japonska, mislim, da sem enkrat prebrala en njihov produkt. Gre za tak losjonček, se proda, saj tam na embalaži piše vsake 2 sekundi in na splošnem je na japonskem tale kozmetika tako number one. Mene je prevzel tale produkt za učke, niti sama, ko sem ga nanesla, nisem opazila tako, da bi rekla, kakšen drugačen efekt kot pri drugih, recimo, produktih za oči, ampak ko sem ga redno uporabljala, je kombinacija kolagena, jaz verjamem, da te kreme, jasno potem vode in zdrave prehrane naredila, da se meni zdi, da enostavno tukaj imam manj teh drobnih gubic, ki nažalost po 20. letu začnejo oziroma pridejo rasti, hotela reči, pa se pojavijo, ne. Tako da ta produkt tudi tako pri redni in dosledni uporabi naredi nek učink, kar tako je definitivno vreden pozornosti, meni je pasal, meni je všeč in ga tudi z veseljem uvrščam v tale video. Pa imamo pa tukaj še zadnji produkt. Tole pa je črno čistilno olje, tudi od znamke Erborian. Erborian sem tako zelo vzela za svojo. Tudi v bistvu sem jo prvič testirala nekje 3 leta nazaj in se mi je zelo dopadla, ker je taka zelo nežna, učinkovita, korejska kozmetika pa meni tako ful paše, Korejke so boginje lepote, te nege, tako da tole čistilno olje jaz nanesem na torej dlani, sperem z vodo, potem nadaljujem še z ponavadi to kremo za odstranjevanje ali pa nanesem tudi kakšno čistilno peno, gel, odvisno, malo eksperimentiram, potem dam micelarno vodico in to je to. Tole črno olje je dejansko črno, že zaradi tega mi je zanimivo, nič mi ne maši por, nič v bistvu nisem opazila, da bi se dodatno kakšne ogrce začele pacati, kvečemo obratno, imam ta očiščevalni učinek in meni ful paše. Tako da, to pa je to, evo, to je teh 10 produktov, katere ti z veseljem priporočam, za katerimi stojim in ja, sem zelo vesela, da sem jih odkrila. V komentar spodaj mi zapiš, če je kakšen tak produkt, ki si ga v letu 2020 odkrila ti, pa bi ga mogoče meni priporočila, da bi ga testirala res največjim veseljem. Pa še eno stvar mi dajte zapisati v komentar, če bi mogoče želeli videti tudi, kateri produkti me pa niso navdušali v letu 2020. Torej, bi jih pa vrstila na ta črn seznam in bi ga pustila nekje ob strani. Pa, če bo dovolj zanimanja, lahko posnemo potem še drugi del tega videa. Lepo se imejte, lepotice, se gledamo zelo kmalu, ljubčki in do naslednjič. Čau, čau!